Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zdravo, živo slavo, ob ponedeljkih kuhamo in pripravljamo take simpel in predvsem zelo zdrave obroke. Številne kuharje, ki niso profesionalni kuharji, ste že spoznali v oddaji Klepet ob kavi in navdušil vas je pred nekaj tedni Gašper. Gašper kuha odlične stvari, poleg tega je star 22 let in če vse to povzamemo skupaj, da tudi razmišlja pametno, modro in ima zdrav življenjski slog, zaužent. Točno tako, se strinjam s tabo. Odlično. Kam pošljajo prijave, hecam se? Življenjepis, pa zaželen tudi. Ja, točno. Kaj boš danes pripravljal? Danes bomo pripravili čokoladni smuti, v bistvu s kakavom ter arašidovim maslom. Potlej nas čaka ovseni kosmiči z sadjem ter ješprenjeva šopska varianta solata. Tako da ja, malo vsega, ampak tako preprosto, enostavno, simpel. Jej! Odlično, vse bom probala. Zdaj, tale čokoladna variantica bi bila super za zajtrk, tisto za malico in potem za kosilo. Točno tako. Odlično. V bistvu vzamemo nekje 2 banani, jaz ponovadi vzamem, ne. Glih prav varianta, lahko si jih da tudi več ali pa manj, čist po želji. A veš, kaj sem jaz letos probala? Namesto banane, da sem dala asimino. Ja? Si že probal? Aha. Ker je v bistvu asimina je neka varianta, tudi taka kremasta, sicer kanadska zadeva, ampak raste tudi v Sloveniji in isto kremast občutek naredi. Tako da je kar zabavno. Ne, saj mora biti dober. Potlej damo 2 žlici kakava noter približno, recimo. Malo samo tako, da da nek okus, pa tudi kakav je ful dober za telo in vse, ne. Kakav je fantastično super živilo, zelo, zelo poln magnezija in ravno zaradi tega, ker je poln magnezija, je odlično za dopoldan, zvečer pa se torej ne priporoča, ker lahko moti spanec. In zdaj peanut butter. Ja, nekje 2 žlički, lahko tudi več. A nima zanimivo ime kikiriki? Ja. Kikiriki? Tako da jaz ga v bistvu sam doma delam. Res? Ja, tole je doma narejeno. Tole bom pa probala žlico. Se v bistvu ful simpel. Je simpel, ampak je bistveno drugačen od O ja, trgovinskega. definitivno, tako 100% drugačen. Tako da zdaj damo pa tako kot vedno noter še mleko. Se uporabljam sojino mleko, zdaj trenutno. Lahko pa uporabite kjerkoli drugo rastlinsko mleko ali pa tudi navadno, a ne. Čisto odvisno od vašega prehranjevanja. Ampak glede na to, da smo zdaj v času jeseni in je po tradicionalni kitajski medicini čas pljuč in pljuča zelo obremenjuje kravje mleko, ki je narejeno za telička, ne za človeka, bi bilo definitivno bolje, da ljudje posežejo po rastlinskem mleku. Odlično, torej čokoladni smuti se bo pripravil tale trenutek, mi pa vmes preverimo, kaj je aktualnega, torej preverimo aktualne dogodke. V mesecu decembru se bo res veliko, veliko dogajalo. V petek 6.12. vabljeni na brezplačen večer hvaležnosti. Tradicionalno ga pripravimo vsako leto in tudi letos vabljeni. Veliko nagrad, koristnih in zanimivih informacij lahko pričakujete. V četrtek 12.12. na polno luno vabljeni na zvočno kopel za globoko celično sprostitev s terapevtskimi instrumenti, gongi, kristalne vilice, posode in še marsikaj drugega. Vabljeni torej na zvočno kopel. Na soboto 21.12., ko praznujemo solstici, vabljeni na tradicionalne energijske priprave za leto 2020. Energijski proces se bo torej zgodil v soboto in na ta dogodek vsekakor pridite pripravljeni in opremljeni z veskom in pisalom. Odlično zgleda tole. Tole imamo. Tole pa malo potlej bolj
sladkega, čeprav ni sladko, a ne? Samo tako, Ja. ko pomislimo na kakao, pomislimo na čokolado, Ja. ne na sladko. In tudi oksitocin, kakšna oksitocinska bombica je tole. Jamsi. Tako da, Lej, tole tako Evo. lepo zgleda, ampak jaz pa zmeri rada ostanke malo pojem, veš. komod, evo, tako da damo smuti. Da probam. O, gašper. Dober, ne? O, gašper. O, 5 pik si dobil še dodatnih v mojem življenju. Super. Ti imaš po mojem ful veliko prijateljev, zaradi tega, ker tako dobro kuhaš. Zmeri pridejo kaj pojest. Ja, čudno, ne? Ja, in za družino, tako še posebej, ne, in ko drugače sem iz Novega mesta, ne, in ko grem dol, ne, čez vikend, kuham, ne, in pol je tako familija vse dobi, ne. Poleg mene, ne, pač veš, ko šeraš, ne, in tako ne Ja, moraš vse sam. sharing is caring. Točno tako, Ja, pa itak- več kot delimo, Točno boljše tako. je. S tem se jaz čisto popolnoma strinjam. Wow. Kaj boš pa zdaj pripravil? Torej, v bistvu zdaj imamo pa ovsene kosmiče čez noč namočene. V bistvu tlele noter so ovseni kosmiči, čija semena ter mleko. Okay. In isto vse se prelije samo z mlekom, se pusti čez noč in se namoči v tole. Okay. Tako da tole bomo dali v eno tole posodico tukaj. Okay. Jaz imam doma veliko posodic, ki so In primerne jaz. za sabo. Sam pa priznam, ko tole pojem, včasih kakšno pozabim v avto 2 dni. Vem, kako je to. Ampak ne, se pol pospravim, ne. Sam, Ne, itak pač. ja. Tako, čisto avtomatsko, ne. Se kdaj zgodi. No, zraven pa ponovadi dam jaz kakšno sadje. Ja. Danes sem se odločil za jabolko, ker v bistvu so jabolka ful zdrava, ne. Vzel sem tudi tega Granny Smith, da je malo bolj še zelenja, ne. Ja. Tako da ga pol samo narežemo. No. In tudi jabolko, eno jabolko na dan, od Od žene žene zdravnika stran, to vsi poznamo. Točno tako. Ampak to jabolko je zvečer železo, zjutraj pa zlato. Točno Tako da v dopoldanskem času si namenil, da bomo tole pojedli, ne? Pa tudi dobro je začeti dan s tako hrano. V bistvu, Tole je tudi perfekten zajtrk. s tem si v bistvu daš zelo veliko energije, plus zdrava hrana je, ne? Tako da se telo boljš bi počutilo, s tem, ko pa karkoli bolj tako težkega ali pa mastnega ali karkoli. Ne, Zadnjič smo govorili o tem, kako dejansko tudi možgani slabše delujejo, če preskakujemo zajtrk. Ja, to pa res. Mislim, jaz brez zajtrka ne morem, res ne morem. In tudi ta intermitentni način, veš, ko 8 ur ješ, pa 12 ur ne? Ja? Jaz to komot, ampak da dejansko zaključim s hrano, da pride do autofagije nekje popoldana, ne? Zajtrk pa predvsem za ženske nujen. Mislim, se tako, naj bi imeli 5 obrokov na dan. Sicer ne ful velikih, ampak tako, Pomalo. pomalo. Ampak je pa dejstvo, da količinsko pojemo preveč, Točno hranilno tako, pa ja. premalo. Točno tako, ja. Se pravi, hrana je postala polnilo za želodec, ampak tale hrana, To je pa za dušo. to je Točno pa res hrana, ne? Takole, zdaj bomo dali še gor jabolko, sem malo pokaplal z limoninim sokom, da nam bo zarjavelo, Okay. zamarjava ratalo. Pa imamo pa tukaj, damo pa mandlje še gor, lahko kakršne koli oreščke, imam še tlele malo goji jagod, to dam lahko gor. Takole malo. Wow, fantazija. Ter na koncu imamo kar tlele mešanico cimeta, ingverja, pa takih bolj zimskih začimbov. Ali pa za medenjake, recimo. Ja. Pa se sem tole malo gor posuje Wow. in je to. In tukaj... Torej, mešanica začimbi še tudi zraven. Ja, in to je v bistvu neka preprosta malca, bolj varianta. Čudovito in fantastično zgleda. Torej, Gašper kuha. In kaj je torej pripravil? Čokoladni smuti do tega trenutka in pa čudovite tele kosmičke skupaj z mnogimi semeni. Tukaj vidite recept za čokoladni smuti. Absolutno bo tudi objavljeno na klepetobkavi.si, tako da si lahko pogledate ta in še kakšen drug recept, recimo tudi to, kar je zadnjič pripravil dejansko Gašper. In pa pripravil je tudi kasneje za malico, čudovite jabolke in pa, kot vidite, tudi ovseni kosmiči z začimbami. Začimbe so bistvene, niso? Točno tako.
Jaz jih obožujem. In jaz preveč začim manj doma, ful kuham z njimi, tako da... Ja. In tudi antioksidativno, vrednostno, mislim, Točno tako. to obogati. Pa tudi čist spremeni hrano po okusu, daj neko tak kik dober, Ja. da se ti počutiš ful Ja. zakon patle potem. Kaj boš pa zdaj uporabil? Zdaj bomo naredili pa v bistvu ješprenovo solato, lahko bi rekli temu tudi šopsko solato, je pa tudi res, da take solate lahko prilagodite, kakor čte, a ne. Aha. Lahko se da noter različna zelenjava, ne vem, avokado, karkoli, ne. Danes bomo mi v bistvu uporabili kumare, češnjeve paradižnike ter veganski feta sir. Odlično, preden greš v akcijo, pa bomo pogledali, veste, da imamo tudi tole nagradno igro 2krat na teden in sicer zelo preprosto in simpel. Pridemo do vas in če imate doma kakršnokoli posodo, na kateri piše Made in Slovenija, torej narejena v Sloveniji, prejmete, ali pa Jugoslavija, Made in Jugoslavija bo tudi šlo čez, takrat dejansko dobite čudovito nagrado in sicer Emo Shop poklanja darilni bon in nekaj seveda tudi izdelkov, emajliranih, torej Ema Celje, in na Emo Shop lahko zapravite tale bon tudi za take čudovite stvari, za moderni življenjski slog, da imate te stvari za zraven. Tako da, dajmo pogledati, koga je Kristjan presenetil tokrat. Danes Emo Shop podarja darila. To bo izgledalo tako, da bomo pozvonili na zvonce, a pogledamo, kaj danes Emo Shop podarja. Tako lepo šalčko za shranjevanje sadja in da ga lahko neseš s seboj. Torej, jar to go. Smrekico, na kateri je več smrekic, da bojo lahko delali piškotke. Lonček z natisom. Čist na vrh. No, to je za danes tako fajn, ker danes še nisem telovadil. Dober dan. Zdravo. Jaz sem Kristjan, pozdravljeni. Kako ste? Super. Mi smo iz oddaje Klepet ob kavi. Pokažite mi lonček, ki ga imate. Hitro. Kje ima gospa lonček? 1 minuto imate, da ga najdete, in če ga najdete v 1 minuti. Wow, Made in Jugoslavija. A vidite? Poglejte, to je znana. Gospa ima kar 2. Glej to. To so vse izdelane v Jugoslaviji in v Sloveniji. No, super. Evo, to vam vračam. Zdaj pa ste si prislužili darilo. In sicer, evo, kaj ste prejeli, je to To je za sadje, za smuti in sadje. In poglejte tole še, kaj ste dobili. Lonček? Lonček, ja. Ja, hvala. In sicer tudi Made, Jugoslavija. da. In potem še eno tako lepo smrekico, da boste lahko delali kolačke. Hvala. Ja, hvala vam, da vas objavim še. Ja. Uživajte, mlada dama. Hvala vam in super, da spodbujate še tole, da imamo vse te vanglice. Adijo, čao. Takole, še se bomo oglasili pri vas, mogoče ravno pri vas doma, tako da upam, da imate še kakšno skodelico, ki vas nostalgično spominja na vse tiste trenutke iz vaše mladosti. Mene vsekakor sploh tale z belimi pikicami in seveda rdeča. To je malo izven tvojega časa, ampak zdaj je to spet emajlirana pa ta. Ja, imam doma tudi. A, imaš? Ja, pa tako cute so. Mislim, jaz ponovadi take ta malo uporabljam tudi za čaj pa za kavo, ne? Ja, pa da kar direkt narediš, ne? Ja, točno tako, ki je bistveno boljš, kot pa tako ena navadna šalčka. Absolutno. Torej, tvoj ješpren, zaupaj še enkrat, kaj boš pripravil? Torej, naredili bomo ješpren, kjer bomo noter dodali češnjo paradižnik, kumara in veganski feta sir, pa bomo dali pa še gor malo semena, pa olje in tako pač. Ampak se ga lahko prilagodi, ne, tako kot sem že prej rekel. Izvoli. Naj se začne. Všeč mi je, da si izbral fosfor, kajti fosfor je poln, ješpren je poln fosforja in to je super tudi za naše zobe, za naše dlesni. Sicer pa danes, medtem ko Gašper kuha in pripravlja, no, bolj ali manj reže tale trenutek, dajmo pogledati še tole recepturo pri težavah, kot so krvaveče dlesni. In sicer 2 trika za zjutraj in pa za zvečer smo pripravili.
opravili zjutraj dejansko spiranje ustne votline z mumijo, to je gorska altajska smola, in pa zvečer absolutno D-vitamin, ki ga razmažete z jezikom podlesnik, uporabite torej ekološke kapljice D-vitamina. Ti dodajaš D-vitamin? Ne? Imam sicer jemljo multivitamine, ti pa v bistvu vse. A veš, da so raziskave pokazale, da je dodajanje D-vitamina bolj učinkovito kot cepljenje proti gripi? Tu je res, mislim, kakor sem jaz prebral, pisalo, da v bistvu mi D-vitamin prek sonca dobimo samo poleti, pa še to 2 meseca. Tako. Drugo čez leto v bistvu sploh ni nobenega D-vitamina. Ker ni sonce pod pravim kotom. Točno tako. Prav neverjetno. Odlično, tole super nastaja, super fantastično. In še enkrat, vsi recepti so objavljeni na klepetobkavi.si, kjer lahko najdete tudi povezavo do Gašperjevih ostalih receptov, zakladnica le tega. In pri teh veganskih sirih, eni so fantastični, res zelo, zelo dobri, popolni približki, eni pa malo manj. Mislim... Kakor veter zapiha. Točno tako, ja. Moraš že malo vedeti, kaj treba kupiti, ko zberaš to. Ja. Wow, tole zgleda fantastično. Znaš pa malo začimbice dodajal, ha? Dodal boš torej klasika sol. Malo soli bomo dali gor, ampak ne veliko, tako je že ješ pranslan, ne? Preko ga kuhamo, zmeri damo malo soli, da se malo še napihne. Potlej bomo dali spet olje, da da malo tudi baziliko, dala malo arome. Lahko pa, vse so v bistvu tudi olja, ne vem, imate tako, ne vem, kakšna čili, karkoli, ne veš. To je čisto pol odvisno od samega okusa. Pismo, čili olja imam res rada. Ja. Ampak da ni preveč. Pa še na koncu malo semeni, tako kot vedno. Malo da neko kik naredi. In v bistvu to je to. Pa se pa to vse sem skup na koncu še zmeša, ne? Ja, seveda, ampak zdaj nič ne bova mešala, ker tako lepo zgleda. Evo, poglejva še enkrat vse na kupo, kaj si torej danes pripravil in katere recepte si uporabil. Za sam začetek torej čokoladni smuti, v katerega si torej dodal bananice, kakav, arašidovo maslo ter mleko rastlinsko. Odlično. Zato si porabil nekaj minut dejansko, se pravi zelo simpel, preprosta zadeva. Potem si pripravil nekaj, kar je bilo tudi simpel, ampak si mogel prejšnji dan torej namočiti kosmiče in pa čija semena, ne? To so ovseni kosmiči z začimbami. Točno tako. Zelo preprosto, goj jagode si na koncu dejansko tudi dodal in pa zraven tudi jabolka. Wow, le kakva fantazija je tole. Sam še zapakiraš cpa in imaš za sabo pripravljeno. In pa tale čudovit ješprenček. Je v bistvu pa z temlele serom veganskim, paradižnikom, kumaram in soljo pa oljem ter malo semen gor. Odlično, tole si pripravil fantastično, čudovito in zares. No, super. Jaz te pa moram zdaj povabiti in sicer v mesecu decembru imamo vsako leto večer hvaležnosti. Ja. In sicer ta večer namenimo res vsem tistim stvarem, za katere smo hvaležni in govorili bomo tudi o darilu, teme, o vseh takih in drugačnih stvari in seveda tudi zbirali različne zadeve od oblačil do tudi hrane, ki jih lahko ljudje prinesejo za Zvezo prijateljev mladine Slovenija. Zdaj pa ti povej, zakaj si ti hvaležen v temu letu? V temu letu sem hvaležen za zdravje, za stvari, ki se dogajajo. Hvaležen sem za vse, ki me podpirajo ljudi okoli mene, pa za družino zelo, da smo vsi zdravi in v redu. Tako da ja, pa hvaležen sem v bistvu, da lahko delam to, kar mi je najbolj pri srcu in pač uživam v tem. To je pa največ vredno. Tako da ja. Hvala, Gašper, ful lepo si to povedal. Hvala ti. Evo, kot smo rekli, še več receptov, torej na klepetobkavi.si, sicer pa še veliko zanimivosti in vsega ostalega in priporočil v današnji oddaji Klepet ob kavi. In kot bi rekel Hipokrat, tako bi on zaključil, hrana naj bo naše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana.
Meni se zdi, da za uspeh je prvenstveno, kar je, da imaš cilj. Če nimaš cilja, si tako dio, ne? Sej, načrtovanje je cilj. Ja, Pač, ko to imaš ti ni cilj, načrtovanje. je postaviti- Ne, jaz sem specialistka za načrtovanja, kjer do ciljev sploh No, ne ne pride, prideš. ker je toliko načrtovanja.